Tokrat bom nadaljeval z prejšnjim posnetkom, takrat sem govoril o ideologijah. To je zelo pomembna tema. To je pravzaprav najglobji eksistenčni problem. Nisem neki specifičen problem, ampak problem človeka. Torej se držimo nekih ideologij, nekih idej in potem te ideje moramo izraziti, se moramo zagovarjati, se moramo boriti za njih. Celo lahko potem vodi v vojne in druge prepire. Tu je enih najbolj globih problemov. Vsi se ukvarjajo z konceptom, neke ideje, neke teorije, torej ideja, ideologija tega nečesa. Ne ukvarjajo se pa pravzaprav z naravo ideologije. Kaj je ideologija? Iz kje prihaja? Zakaj se tega držimo? Zdaj, ko se človek drži neke ideologije, mora se zavedati, da je on odgovoren za tako nek način mišljenja. To ni neko, da bi zdaj rekel, zdaj to pa moja ideologija, zdaj pa je lahko absolutna resnica. Vse ideje, ki jih mi sprejmemo, so naučene, so pridobljene. Mi jih slišimo od drugih, torej nekih zunanjih, ali vidimo nekoga človeka, v katerem se pogovarjamo in mi mislimo, da lahko tega človeka razumemo. Vse, kar mi mislimo o svetu, življenju ali kako mi razumemo sočloveka, je to zelo omejeno. Kaj mi dobivamo, so ene informacije in mi vedno potem to skupaj spravimo, te informacije, skupaj zberemo jih in da ima nek smisel za nas, nek pomen. To je čisto običajno in ni nič narobe s tem. Samo moramo se zavedati, da je nemogoče resnično razumeti zunanjo situacijo. Zakaj? Zato, kaj smo mi pridobili s svojim čutom in vse te informacije, ki smo si jih prevzeli, smo jih mi skupaj nekako dali neko obliko. Mi smo oblikovali, mi smo nekako zlepili skupaj. Informacije so vedno fragmenti in je vedno neka luknja med fragmenti. In mi zapolnimo tale luknjo med fragmenti. Torej, mi smo odgovorni, kako mi vidimo svet. Mi smo odgovorni za naše ideje. Mi smo ustvarili te ideje. Te ideje so tvorjene. Torej, je nemogoče resnično razumeti drugega človeka. In tukaj mi je všeč, in to večkrat citiram, citat od Jean-Paul Sartre, ki pravi, da je nemogoče najti dva človeka na svetu, ki se resnično razumeta. Če mislite, da se razumeta, je to zaradi nesporazuma. In to ne bi bilo mogli biti bolj daleč od resnice. In tudi, ko govorimo o drugih, o svetu, življenju, religijah, družbi, vse te ideje, ki jih imamo, ki jih sprejmemo, pa najboljše tako božanske, so tvorjene, so prevzete, jih mi preoblikujemo. Zato je malo žalostno, kako ljudje se spravijo skupaj in napadajo druge ljudje. Je veliko boljše, da se človek ustavi in razmisli, okej, to so moje ideje, to so moja perspektiva, tako jaz vidim stvari, ampak da malo dajo kanček dvoma in se zavedajo vsaj, da je njihova ideologija, njihovo dojemanje stvari tvorjeno. In če je tvorjeno, lahko se potem človek reče, okej, se počutim 100%, ampak je še zmeraj tvorjeno, še zmeraj nesigurno. Torej, zakaj bi jaz poskušal nekako prepričati druge ljudi, da to je resnica in vse ostalo je narobe, da je napačno. Kako lahko se jaz zdaj pravzaprav drznem svojo ideologijo uporabiti za neke spore in jih z neko jezo in z neko vznemirenostjo poskušam prepričati druge ljudi, da se strinjajo z mano. Če je pa tudi moj pogled tvorjen, preoblikovan?
in kako lahko potem pričakujemo, da ta drug človek, ki tudi dojema stvari skozi svojo predpostavko, skozi svojim stališčem in on potem premelje na svoj način in razume na svoj način, pričakujemo, da se bomo res razumeli. In tudi je škoda, da ljudje se spravijo v neko skupino, grupo in napadajo drugo. Ker tudi in mislijo, potem bo vse v redu. Potem bo, ko mi zmagamo z našo ideologijo, ko mi prevzamemo svet z našo ideologijo, potem bo vse ok, potem bo mir. Zmagajte, samo potem se znotraj te skupine začne spet narediti dva pola. Ker je nemogoče, da se bi res znotraj te skupine popolnoma strinjal vsaki zadevi. In potem spet je razdelitev in potem spet ena skupina zmaga, druga mogoče izgubi, potem ta skupina prevzame, ampak se znotraj spet razdrobi in se razdrobi do konca, dokler pridemo en človek z drugim človekom in je nemogoče, da bi prišla do popolnoma istega zaključka, istega mnenja, iste ideologije. In to veste, to že v družini se ve, med partnerstvom. Torej, namesto da bi zdaj poskušali dajti svojo energijo, da bi začel energijo iskanja neke resnice tam zunaj, v nekih idejah, v nekih inspiracijah, nekih vizijah, ki jih imamo, je veliko bolje, da se ustavimo, stopimo nazaj in razmislimo, kje je res problem. Ker problem ni nikoli tam zunaj. In tudi rešitev ni nikoli tam zunaj. Ni v idejah. Že se počutimo nekaj tesnobno ali nekaj ni nam prijetno in hitro se hočemo prijeti neke ideje, ker nam daje smisel življenja. Ker nam daje neko pomembnost v svetu. Da mi rečemo, tu je resnica, vse je narobe in se gremo v skupino, dajemo občutek, da obstajamo, da nekaj smo. Torej vidite, da ideja in ideologija nima nič zvezi s svetom, nima nič zvezi za korist za druge. Je vse bolj za korist zame. Imeti ideje in zagovarjati, pa najboljše tako dobrohotne in še tako koristne za družino, za ljudstvo, za svet, je vedno zaradi svoje osebne koristi. Je nemogoče, da bi kdo imel ideologijo in da ne bi bilo iz sebičnosti. In tukaj bom jaz citiral eno od Budovih verzov, ki reče, da se vse začne z željami. Torej, človek ima neko željo, potem začne iskati. Ko začne iskati, potem to dobi. Ko dobi, potem o tem razmišlja, naredi neko odločitev. Ko pride do odločitve, potem sledi hrepenenje. In hrepenenje povzroča prilastitev. Moja ideja. In zatem seveda poveča ali pa goji sebičnost. Moje, zame. In zatem pride do zaščitništva. Ko smo pa zaščitniški, s tem pa se začnejo vsi drugi spori. Napad na drugega. Torej, verbalni napadi, pa fizični napadi ali celo vojne. Torej, vse te ideologije, ki mi sprejmemo kot nekaj nam ljubega, nekaj, ki daje občutek varnosti, smisel življenja, je zaradi nekih svojih, naših sebičnih želja. Zaradi moj ego. Zdaj, veliki Buda govoril o ideologiji, naravi ideologije. Nekih je izbrani celo v tej knjižici, ki se reče Takavaga, prevedena je bila pred 5-6 leti. Te knjige se več nažalost ne da dobiti, bi jo morali na novo natisniti. Se da pa dobiti v elektronski obliki na spletni strani sloteravada.org in se lahko tam dobite, mislim, da celo v PDF-u. Torej, je veliko verzov in sem mislil, da bi mogoče ene verze zelo na hiter ven izvzel in dal neko, da imate malo občutek, zakaj se gre pri Budovem učenju glede ideologije.
Buda nam opozarja, da, kot pravi vers, prepiri in spori nastanejo, ko jemljemo stvari kot nam drage. Prepiri in torej kot nam drage, ne? Torej stvari morajo biti nam ljubo pri srcu. Če nam ni bilo kaj ljube, potem se v teh stvarih ne bi prepirali. In če je kdo čemurkoli predan, je to delo hrepenenja. Torej, da je nekaj nam drago, da je nekaj nam pri srcu, je zaradi hrepenenja in želja. To, kar nam je drago, je osnovano na željah, kakor tudi vsako hrepenenje, ki se pretaka v svetu. In na tem so osnovani tudi vsi upi in cilji ter človekova prihodnja stanja. In pravi ta vers tudi še, želje so osnovane na tem, kar prinaša užitek in neužitek v svetu. Torej, vir vseh prepirov, vir vseh ideologij so želje. Želje pa so osnovane na užitek in neužitek. Torej, gre za neko zelo nekaj osebnega in vse, res vsak človek odgovoren za to. Ne? Za moj užitek in za izogibanje neužitka. Zame. In Buda tudi tukaj pravi, tisti, ki živi v svojih pogledih, zagotovo še ni šel preko prepirov. Torej, držanje svojih pogledov. Svoj zorni kot. Kakršnokoli korist vidi za sebe v tem, kar je vidno, sliši in občuteno, morali in običajih, poveličuje in vidi le to, vse ostalo pa vidi kot manj vredno. Torej, kar je korist zame, zame, je potem se vidi kot kot resnica, kot ta prava stvar, kot najvišja stvar, vse ostalo pa je manj vredno. Torej, kaj meni paše osebno, ne kar je objektivno pravilno in objektivno moralno ali objektivno resnica, je vedno, kako prihaja iz mene. Zaradi tega pa je dal potem Buda nasvet, kako se obnašati. Ker je rekel, da modrijan, kot pravi vers, ta človek, modri človek, je prerasel prepire. V nobeni od ponujenih idej ne vidi vrednosti. Modrijan, ki je razvezal posvetne vezi, se ne vpleta v nastale prepire. Je miren med nemirnimi. Je ravnodušen opazovalec in ničesar se ne jemlje vase, medtem ko drugi počnejo prav to. Za njega ni ničesar, za kar se bi morali boriti ali biti proti temu, kar je videl, slišal ali občutil. On, modrijan, je odložil svoje breme in je svoboden. Brez novega vklepanja, brez inspiracij. In seveda, dokler pa mi nismo še modrijani, dokler mi ne razumemo naravo doživljanja, je Buda nam spodbudil, da se vsežmeraj pravilno obnašamo. In je predvsem opozarjal menihe, ampak to vključuje vse praktikante, da, kakor ves pravi, menih naj se ne hvali, niti naj ne izreka besed s skrivnimi motivi. Naj ne vodi v predrznem obnašanju in naj se izogne govorom o spornih temah. Ko sliši mnogo besed in izvan, nazaj naj jim ne odgovarja ostro, saj se tisti z vrlinami ne dela sovražnikov. Menih naj ne bo pretresen zaradi kritik, niti nevzvišen zaradi pohval. Premagal bo celotno hrepenenje, skupaj s strahom pred izgubo, jezo in žalitve. Karkoli ideje, ki jih pozna, ne glede, če to izvirajo od znotraj ali prihajajo od zunaj, z njimi se ne bo utrjeval stališča, saj krepostni temu ne bi rekli mir.
ne bo se imel za boljšega, ne za slabšega, niti za enakovrednega. Torej, naj se vsak izogiba prerekanjem, saj v njih ni drugega namena kot gonja za slavo. Torej, vzdrževanje pri izražanju nekih svojih ideologij je recept, je prvi nasvet. Neka toleranca, neka potrpežljivost je zelo pomembna. Pa to še ni dovolj. Treba pravzaprav res razmisliti, iz kje te ideje pridejo. Zakaj se jih mi držimo? Kje je resnično problem? A je problem res tam nekje v svetu, v drugih ljudeh? Ali pravzaprav iz tega zornega kota, iz tega mojega osebnega zornega kota? Jaz ne predlagam, da v družbi, v življenju niso problemi, ki jih moramo rešiti. In so problemi. Ampak če mi zaradi tega trpimo, potem problem ni tam. Ničesar tam ni razlog za trpljenje. Če pride trpljenje, pride samo zaradi nas, zaradi naše nevednosti. In škoda, da ljudje ne se nastavijo in pogledajo v sebe. Ker je težko, ker je boleče. Če pogledamo v sebe, bomo šli v neko kotiček, v katerega mi nočemo pogledati. Zato je za ljudje veliko lažje, da ne pogledajo vase, ampak iščejo napake nekje zunaj. V drugih ljudeh, v drugih situacijah, v odločitve, ki jih drugi ljudje delajo, in mi jih potem napademo, ker je to veliko lažje. Veliko težje pa je sprejeti odgovornost zase. Ampak kdo je zdaj tukaj zmagovalec? A tisti, ki beži stran in še zmeraj samo uničuje in žali drugi ljudi okrog sebe? Ali zmagovalec tisti, ki se ustavi, ki razmisli, ki vidi, kje je resnično problem in potem rešuje problem tam, kjer je resnično možno popraviti tisto situacijo, kjer je resnično možno se spremeniti in potem živeti veliko bolj srečno življenje, bolj mirno življenje, bolj jasno življenje, bolj svobodno življenje. Če pa se mi ukvarjamo preveč z drugimi idejami in z drugimi ljudmi, nikoli ne bo prineslo zadovoljitve, zato ker mi rešujemo problem tam, kjer ga ni, oziroma probleme, ki niso naši domeni, da bi lahko to mi popravljali ali zahtevali. In če resnično želimo spremeniti svet na bolje, potem začnemo tukaj pri sebi.